GFML-jevci. Klepet z bivšimi dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Dobrodošli v novi epizodi podcasta GFML-jevci. V šolski radijski studio vsak mesec povabimo bivše dijake Ljutomerske gimnazije, ki nam predstavijo svojo osebno in poklicno pot, katere začetki segajo na GFML. V novi epizodi sem z vami Vid Sakač, ob mikrofonu pa se mi je pridružila gospa Romana Gajšek. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Verjetno ob imenu Romana Gajšek večina poslušalcev najprej pomisli na uveljavljeno notarsko pisarno v Murski Soboti. Seveda je naša današnja gostja še veliko več od tega. Sobočanka, ki je v srednjo šolo odšla v Ljutomer, sodna tolmačka, ljubiteljica športa, mama, prijateljica in še kaj bi se našlo. Pa se za začetek vrniva dobrih 30 let nazaj, ko ste obiskovali šolo, v kateri sedaj snemava ta pogovor. Kako se spominjate te dni? Moji spomini na gimnazijo so izjemno lepi. V bistvu je bilo to takrat je bilo usmerjeno izobraževanje in nisem točno vedela, kaj bi. Vedela sem, da bi želela nekaj družboslovnega, predvsem jezike. In v Murski Soboti je bila takrat samo naravoslovna gimnazija in pedagoška družboslovna gimnazija. V Ljutomeru pa je bil poudarek na jezikih. Zato sem se odločila, da se vpišem v Ljutomersko gimnazijo. In najprej smo šli na informativni dan. Bila je mala šola takrat. Všeč mi je bila šola. Ta prizidek, kjer smo danes, je bil takrat nov, na sveže zgrajen. In potem se nas je, mislim, da 5 ali 6 deklet iz Murske Sobote odločilo, da se vpišemo na Ljutomersko gimnazijo. Prvi dan smo vsi seveda zbegano gledali, kje smo, kaj bo. Potem pa smo se na šolo navadili, bili smo mala skupina v razredu, imeli smo se krasno, učitelji oziroma profesorji, moram povedati, so bili korektni, strogi, ampak vedno ustrežljivi in prijazni. Imate mogoče še kakšne spomine, ki so vam posebej ostali v teh 4 letih in kakšne izkušnje morda? Zagotovo jih je veliko, če bi kakšno moram se malo zdaj spomniti. Dobro, jaz sem poleg šole sem pela v pevskem zboru gimnazije, smo hodili na razne nastope. Lep spomin mi je ostal, ko smo bili v Avstriji, v mestu Friedberg, kjer smo imeli koncert z zborom. Poleg tega pa sem še imela sama svojo glasbeno točko. Mislim, da sem 2 komada zaigrala na klavir. Prav tako sem se udeleževala odbojkarskih srečanj. Ljutomer je bil takrat dokaj močan v odbojki in naš telovadni profesor, gospod Ficko, me je kar potegnil oziroma prepričal, da naj se vključim in smo potem igrali za šolsko ekipo na teh pomurskih turnirjih. Drugače pa smo tudi kakšne lumparije naštimali, predvsem smo enkrat špricali, samo ne vem več pri kom, pri katerem predmetu, vem pa, da smo dobili vsi opomine, nekaj takega, ker mislim, da je bilo napovedano neko preverjanje oziroma ocenjevanje ustno, pa se eni niso pripravili, pa smo kolektivno špricali pouk, pa smo bili potem malo kaznovani, ampak nič za to, to sodi gimnaziji. Tako, torej so vaša gimnazijska leta vsebovala vse, kar morajo gimnazijska leta vsebovati, tudi kakšne lumparije. Ja, to sodi zraven. Seveda. Ampak nič škodoželjnega, take, ki so ostale v prijetnem spominu. In s tem ni seveda nič narobe. Ja. Takrat v vaših časih mature ni bilo, to je bilo tisto obdobje, ko mature ni bilo. Nas pa seveda matura čaka tudi čez nekaj dni.
Ali vam je žal, da takrat niste imeli mature, ali ste srečni in kako ste takrat bili sprejeti na fakultete? To je težko vprašanje, ali sem vesela ali nisem, ali smo bili srečni, da nismo opravljali mature. Meni učenje ni delalo nekih težav, tako da je na nek način, na to gledam nevtralno. Takšen je bil sistem in takega smo sprejeli. Na fakultetu je pa bilo potem malo drugače. Jaz sem najprej hotela študirati jezike, nemščino in angleščino, torej prvi jezik nemščino, drugi jezik angleščino, vendar so bili na angleščini sprejemni izpiti in takrat jih je bilo le 25 mest, da bi prišla notri. Jaz sem šla na sprejemne izpite in sem bila, mislim, da 31. in 32. in zato nisem prišla not v ta program. Potem pa nisem vedela, kaj bi naj počela. Nekaj sem vpisala, ampak tisti predmet nisem nikoli obiskovala. Čez počitnice sem pa, tako moram povedati, pol so bile počitnice in sem šla k mojemu stricu v Nemčijo en mesec delati v eno firmo, ki je on bil zaposlen kot trgovski potnik. Jaz sem pa tam potem opravljala preko študenta tajniška opravila. In v tistem času, ko sem bila pri njem, mi je ves čas govoril, da naj nekaj konkretnega začnem študirati, ali pravo ali ekonomijo. In sva se prepirala, narekovajo prepirala. Sem rekla, jaz ekonomije ne bom šla študirati, ker nimam pojma od matematike, naravoslovje mi ni ležalo. Sem ves čas bolj družboslovni tip bila in potem sem smislila, če že, potem bi bila alternativa pravo. Vendar je potem bil naslednji problem, ker so bili sprejemni izpiti na pravni fakulteti v Ljubljani v mesecu junija. Jaz sem pa bila čez počitnice v Nemčiji in mene je to šele avgusta prepričal, da naj grem študirati pravo. Pa mi je povedal, nič, pojdi ti, ko prideš domov v Ljubljano na pravno fakulteto in se vpiši. Kako se naj vpišem, če pa je že zaključen? Ti samo pojdi tja, pa vzami spričevala s seboj, ne? In jaz sedim tam pred dekanatom pravne fakultete in pride en profesor mimo, pa me vpraša, zakaj tukaj sedim. Sem rekla, jaz bi se rada vpisala na pravno fakulteto. Ja, pa spremni so že zaključeni, mi je povedal. Sem rekla, vem, ampak če bi bila še vseeno možnost. In profesor gre, mislim, da do dekana in prideta oba ven in me povabita not v pisarno, pa me vprašata, kaj bi zdaj jaz najrada. Sem rekla, študirala pravo. Imate spričevala s seboj? Sem rekla, imam. In sta pogledala in se dobila potrdilo, da sem vpisana. Tako je bilo. No, potem sem pa ostala vseeno vpisana na filozofski fakulteti pri nemščini in sem prvo leto paralelno študirala pravo in nemščino. Prvi letnik nemščine sem zaključila, potem pa se mi je vseeno zdelo to prenaporno, nisem vedela točno, kaj bi, ali bi vztrajala samo pravo ali bi šla vseeno jezike nekako, pa sem se odločila, da ostanem na pravni fakulteti in sem potem leta 1995 zaključila študij prava in se takoj po študiju zaposlila na Murskosoboškem sodišču kot pripravnica in potem pa sem začela razmišljati v smeri, nekaj moram s to nemščino narediti, ker mi je nemški jezik pri srcu in tudi nemška literatura. Potem sem se pa odločila, da grem še poskusiti narediti izpit za sodnega tolmača za nemški jezik in sem potem leta 1996 opravila ta izpit.
Zelo, zelo zanimiva zgodba, ker je res, kako ste dejansko optimistično in pogumno vstopili v pravno fakulteto, čeprav so že bili sprejemni izpiti zaključeni in je res mogoče sporočilo vsem nam, da je v življenju treba biti res optimističen in pogumen in na koncu za vas to zelo dobro išlo. Drži, ja. V bistvu je, moraš probati vse. Če ti povejo ne, če pa niti ne poskusiš, niti ne moreš priti do odgovora, ali lahko kaj dosežeš ali ne. Moraš vedno poskusiti in se maksimalno potruditi. In tam, kjer je volja, je tudi pot. In vse je bilo smešno tisto, kako sem jaz prišla na pravno fakulteto. So me pa verjetno ocene so mi odprle pot, da so me spustili na študij prava. Zagotovo. In po vaši uspešni karierni poti, po končanem študiju lahko sklepamo, da je to bila prava odločitev. Ja, v bistvu tako, nisem nikoli razmišljala o pravu, jaz sem bila malo bolj mogoče umetniški tip, zelo rada sem pela, pa v glasbeno šolo sem hodila, sem se učila klavirja. In v bistvu, ko sem bila otrok, bi jaz pela v operni hiši, v Miljanski skali, to mi je bil nek tak motiv, vendar takrat ni bilo niti možnosti v glasbeni šoli imeti solo petje, sem pa zato pri pevskem zboru pela in poleg tega se učila klavir, ampak potem je pot me zanesla v ta pravno-poslovni svet in zdaj mi ni žal, da sem se odločila za pravo in da sem postala pravnica. Poleg tega pa v pravo me je zanimalo vedno soglasje, nek konsens. Ni me zanimalo reševanje konfliktov. Težko bi se verjetno znašla kot sodnik ali pa kot odvetnik na eni strani, ki zastopa eno stranko. Zato je v času, ko sem jaz študirala, v Sloveniji bil ponovno uveden institut notariata in meni se je to zdelo nekaj finega, nekaj novega in mislim, da sem bila v drugem letniku pravne fakultete. Smo imeli eno strokovno ekskurzijo v mesto Graz v Avstrijo, kjer smo se družili z avstrijskimi kolegi študenti in tudi poslušali na pravni fakulteti predavanja. Sem pa izvedela, da so takrat študentje iz pravne fakultete v Ljubljani hodili na prakso v avstrijske banke. In ob večernem druženju se nekaj pogovarjamo, tam je bil en profesor Armin Stolc, pa mu razlagamo, da je zdaj v Sloveniji vse nekaj novega, uvedli so notariat in če ne bi bilo fajn, da bi mogoče namesto bank študentje šli pogledat notarske pisarne v Avstrijo. In iz tega druženja je potem prišla ideja, da bi naj študentje pravne fakultete iz Ljubljane se čez počitnice zaposlili pri notarjih v Avstriji. Moram pa še prej povedati, da je to organiziral tudi profesor dr. Janez Krajnc iz pravne fakultete v Ljubljani. On nas je poučeval nemško pravno terminologijo in potem pravniki, ki smo imeli predmet nemške pravne terminologije, je nas povabil, da se lahko udeležimo te počitniške prakse pri notarjih v Avstriji. In tako nas je, mislim, da 5 študentov čez počitnice leta 92-93 šlo v Avstrijo. 3 študentje so bili po notarskih pisarnah v Grazu. Ena kolegica je bila v Leibnicu oziroma Lipnici.
No, meni je pa bilo najbližje iti v Bad Radkersburg in sem potem, mislim, da 3 tedne tam bila in spoznavala notarski poklic in takrat mi je porodila ideja, želja, oziroma sem si zabičala v glavo, jaz bi pa bila notar. In iz te zgodbe je potem nastala tudi ta karierna pot, da sem danes notarka. Torej, opisali ste, kako ste se odločili za to in ste dejansko verjetno potem bila ena prvih notark v Sloveniji. Ne, nisem bila. Leta 1995 se je ponovno uvedel ta institut in 1.6.1995 so bili imenovani prvi notarji v Sloveniji. Jaz sem pa leta 1995 diplomirala na fakulteti, tako da mene še ni bilo, nisem tako spet stara. Ja, seveda. Vendar pa je bil takrat eden od prvih notarjev magister Andrej Rošker, ki je začel službovati potem junija 1995 v Murski Soboti. In ko sem jaz pripravljala dokumentacijo za mojo prvo zaposlitev na sodišču, je bilo potrebno overiti spričevala, diplome in ostalo dokumentacijo za prijavo v službo in sem šla do njega. Tam mi je overil moje te dokumente in je me vprašal, Romana, vi ste pa bili pri notarju v Bad Radkersburgu na praksi. Sem rekla, ja, kako pa to veste? Ja, jaz sem tudi šel tja se malo pozanimati in sem se tam naučil nekaj malega o notarijatu. In to je bil prvi stik v Sloveniji z notarjem, na kar jaz sem šla potem na sodišče, sem 2 leti bila sodni pripravnik in potem sem naredila pravosodni izpit, danes je to pravniški državni izpit. Potem pa nisem vedela, kaj bi naj, pa je od gospoda Roškerja žena, gospa Marija Močan Rošker, je bila takrat predsednica sodišča v Murski Soboti in me vpraša, no, Romana, kaj bi vi zdaj? Pa sem rekla, nič, jaz bi bila notar. Ja, samo kako boste, ne? Ja, kolega Ratnik ima hčerko zaposleno, kaj bi pa potem vi? Sem rekla, jaz bi pa pri vašem možu bila mogoče. In pol me ona gleda, pa se nasmeji, pa mi reče, spravite se do njega. No in potem sem jaz prišla do gospoda Roškerja, me je gledal malo pisano, pa je rekel, ja, no dobro, pa bova poskusila. In tako sem potem 9. februarja 1998 sklenila z gospodom magistrom Andrejem Roškerjem delovno razmerje, kjer me je zaposlil kot notarsko kandidatko. To so danes notarski pomočniki, takrat smo imeli druge nazive. In potem, 6 let sem bila tam in potem leta 2004 se je on upokojil, je bilo razpisano prosto notarsko mesto v Murski Soboti in jaz sem se na to mesto prijavila in s 1. novembrom 2004. leta začela s poslovanjem kot notarka. Torej bo letos okrogla 20. obletnica. 20 let, drži, ja. In potem se je skozi vsa ta leta oziroma skozi tega, da ste bili skoraj prisiljeni na študij prava in potem odkrili poklic notarstva, na koncu se je izkazalo, da vam je ta poklic kar pisan na kožo, no? Ja, rada delam ta poklic, ker ljudje prihajajo zaradi urejanja razmerij. Razmerij v pogodbenem smislu, torej, kjer je soglasje, ni prepira, prodajajo svoje nepremičnine, mi sestavljamo za njih kupoprodajne pogodbe,
Potem za družine, ki predajo velike kmetije mladim generacijam, sestavljamo notarske zapise, pogodbe v preužitku, dosmrtno preživljanje, darilne pogodbe, notarje, tudi support gospodarstvo, pomeni, da se ukvarjamo z podjetji, z družbami, sodelujemo na skupščinah delniških družb, pri skupščinah v družbah z omejeno odgovornostjo, rešujemo zadeve tudi na področju dedovanja delno, pišemo oporoke, potem jaz še zraven prevajam, pišem dvojezične pogodbe, torej nemško-slovenske, obratno, če pridejo tujci, se prevajam sočasno pogodbo v slovenski oziroma v nemški jezik, tako da je delo notarja je pestro, čeprav se sliši mogoče, da je to en tak dinozaverski stari poklic, da nekaj samo overjaš, ampak samo overjanje podpisov na pogodbah je pomembno, vendar najpomembnejše je pisanje samih pogodb. In v bistvu se srečuješ z ljudmi, ki ti govorijo svoje življenjske zgodbe in spravljamo njihove življenjske zgodbe v pravno obliko na papir. Torej ima notar, bi rekli, tudi kar veliko odgovornost. Zelo veliko odgovornost, ja. Ker ste imeli v skoraj 20 letih službovanja kot notarka stika z veliko različnimi ljudmi, veliko različnimi primeri, je bil takšen primer, za katerega si mogoče niste predstavljali, da bo predmet obravnave pri notarju, ali pa kakšen poseben primer, ali primer mogoče, na katerega ste posebej ponosni, če seveda to ni tajnost? Od časa do časa prihajajo primeri, ki so, bom rekla, nestandardni, kar je seveda izziv za notarja, kot tudi za celotno ekipo, ki dela v notarski pisarni. In seveda so bili določeni uspehi, čeprav najboljši notar je tisti, ki je nekako v ozadju. O katerem se ne govori. Tako, ja. Ampak, če je bilo potrebno, smo seveda tudi morali iti v pritožbene postopke in smo na sodiščih tudi uspeli, tako da, ampak o konkretnih primerih ne morem govoriti zaradi varstva tajnosti pogodbenih strank oziroma nasploh. Kakšne kvalitete oziroma kakšne osebnostne lastnosti pa menite, da bi moral imeti uspešen notar? Seveda sklepate po sebi. Mislim, najprej moraš biti pošten, pa ustrežljiv, prijazen do ljudi. Načelo poštenosti je, mislim, da za notarja najvišja vrednota, ker s tem si pridobiš zaupanje ljudi. Notar je oseba javnega zaupanja in samo na tak način si lahko gradiš potem zaupanje, da stranke, ko pridejo, da se ne počutijo zbegane, da izpovejo svoje želje, tegobe in da jim daš občutek varnosti. Seveda moraš študirati, ogromno je tudi študija, ampak kar piše v knjigah, se da naučiti, ne? Poštenost pa. To je pa stvar karakterja, ja. Ali ste mogoče na tekočem situacijo z poklicem notarja oziroma koliko mladih se odloča za poklic notarjev oziroma notarskih pripravnikov v današnjem času? Se jih odloča veliko, dovolj ali imajo prednost sodniški in odvetniški poklic? To vprašanje je
težko. Nasplošno, koliko imam informacije, primanjkuje pravniškega kadra na vseh področjih. Zakaj je tak trend, ne vem, verjetno kot v vseh profilih, v drugih poklicih. Jaz sem skozi vsa ta leta vedno imela kakega pripravnika. Moram povedati, da so bili vsi pridni pa študiozni in zelo korektni in imajo vsi danes tudi solidne službe. Trenutno imam spet eno pripravnico. Jaz sem imela najprej en razpis, pa iz razpisa ni bilo nič konkretnega, kar bi mi ustrezalo v notariatu. Sem pa zelo povezana z pravno fakulteto v Mariboru, s profesorji, s katerimi imamo odlične odnose in potem na njihov nasvet oziroma ko jih zaprosim, ali imajo kakega dobrega študenta, potem priporočajo in sedaj imam ravno eno pripravnico, ki je uspešno zaključila študij in je izjemno pridna tudi pri meni v službi, ampak bo potem šla na sodišče zaradi pravosodnega izpita. In upam, rekla je, da se bo vrnila, upam tudi, da se bo vrnila po opravljenem pravosodnem izpitu. Imela je oziroma ima dobro mentorico, ki izgleda jo je navdušila za notarski poklic. Ja, zdaj ta mentorica, pri kateri je ona zaključila študij, sicer ni direktno bila povezana z mano, ampak ena druga profesorica, je pa bila moja pripravnica izjemno aktivna v času študija, v teh obštudijskih dejavnosti in so mi profesori jo priporočali, ker je zelo, zelo tudi znajdljiva in pridna. Super. To zagotovo se mislim bolj na vas kot mentorica. A ja, to pa morate njo vprašati. Zagotovo, če se bo odločila za ta poklic. Bomo videli. Všeč je družinsko pravo, mi delamo tudi dosti na področju družinskega prava, torej urejanje premoženjskih razmerij med zakonci, zunajzakonskimi partnerji, istospolnimi partnerji, tudi v zvezi z skrbništvom otrok v primeru smrti staršev, in sicer v tej smeri, da lahko starš določi skrbnika za svojega mladoletnega otroka v primeru, če bi se mu karkoli zgodilo, torej umre ali postane nesposoben za samostojno življenje in za odgovorno oskrbo otroka. Tako da to je ena od takih tem, ki je njo navdušila in je videla tudi pri nas, da delamo take zadeve in verjetno je zaradi tega tudi prišla v notariat. Ja, mislim, da se nam v tem prvem delu najinega pogovora zelo izčrpno in zelo lepo predstavili mogoče nekateri manj poznan poklic notarja. Sedaj pa bodi malce dovolj o poklicu in delu in povejva še kakšno besedo o drugih stvareh, ki bogatijo vaše življenje. Slišal sem, da ste odlična smučarka, že prej ste omenili, da ste se ukvarjali s športom že v srednji šoli in tudi naprej in je šport velik del vašega življenja. Kako to, da ste rojena in odraščajoča sredi prekmurskih ravnic stopili na smuči? Ali smučate že od mladega in kako je prišlo do tega? Ja, mislim, smučam odkar sem shodila. Mislim, da je tako. Ja, moj oče je strasten smučar, ni Prekmurec, ampak je iz Savinjske doline doma. Njegova družina je potem nekaj časa živela v Otiškem Vrhu in tam seveda so hribi in so smučali fantje, ne? In ko so se preselili v Mursko Soboto, so smuče prišle za njim. In ko sem se jaz rodila, ne,
pa je komaj čakal, da shodim, da mi natakne smuče na noge. In moji prvi poskusi smučanja so bili na Soboškem kanalu. Takrat je še bilo ogromno snega in otroci smo se dričali po tistem hribčku, sankali, smučali. Prve smučke so bile take majhne, temno-vijolične z belim snežakom. In smučanje je dejansko moja strast. To je nekaj, mislim, da je to meni osebno najlepši šport. In je užitek in tudi moj sin je pobral to strast. To strast, ja. Včasih smo hodili z avtobusom na enodnevne smučarske izlete, tekmovanja so bila, smučarski klub Murski Soboti je organiziral tekmovanja v veleslalomu in to smo vsi bili strastni, navdušenci. V moji mladosti smo navijali vsi za takrat še jugoslovanske smučarje, od Bojana Križaja, Jureta Franka, potem Matejev Svet. In torej aktivno in pasivno smučanje je bilo v naši družini na prvem mestu. Verjamem, da so še danes smučarski izleti zelo pogosti v vaši družini. Drži. Že itak vsako leto sem šla za cel teden. Ko sem še bila mlajša, smo še s prijateljicami hodile v Švico smučati, v Francijo smo hodili smučati za 1. maj, ker so bili ledeniki polni snega. In to sem prenesla tudi na mojega sina in sin pravi, kdaj greva spet smučati. Tako da probam vsaj 10 do 15 smučarskih dni v letu spraviti skupaj, glede na obveznosti, ki jih imam v službi, pa kakor tudi moj sin še hodi v osnovno šolo in moramo pač prilagajati dopuste šolskim počitnicam. Ker ste videli in presmučali že strmine tudi širom Evrope, ko ste sami rekli, kakšne so morda razlike smučišč v Švici ali Franciji z slovenskimi in kako pa se vam zdijo slovenska smučišča? Jaz moram povedati, da večino smučam v Avstriji. Pred leti, ko sem bila študent, sem pa ogromno smučala na Krvavcu. In Krvavec je bil krasna destinacija, v Ljubljani smo živeli kot študentje, smo pogledali na hrib, danes je sonce, sneg tudi kaže, da je, smo smuče vrgli v avto in smo se odpeljali gor na hrib in dostikrat presmučali med tednom, pač nismo šli na predavanja, smo tudi tam malo špricali in smo izkoristili lepo vreme za smučarijo. No, v zadnjih letih pa res moram priznati, tudi zaradi pomanjkanja snega se nisem nisem hodila na slovenska smučišča, ampak pretežno v Avstrijo, ki je relativno nam blizu in imajo zaradi višine predvsem dober in sneg in tudi urejeno smučišče, kar je normalno. Tako da drugače pa najlepše smučišče pa je bil Cermat v Švici. Nažalost tudi tam zaradi klimatskih sprememb začne primanjkovati snega. Upam, da se bo kaj obrnilo. Je mogoče že v vaših časih Ljutomerška gimnazija organizirala smučanja? Saj danes GFML organizira smučarski vikend vsako leto, na katerem se vedno imamo zelo lepo. Ali je to bilo že morda v vaših časih? Nažalost, takrat ni bilo tega. Škoda, da ni bilo. Imeli smo pa smučarske dneve, ja, športni dan, takrat smo pa šli za en dan smučati, ja, ne pa, da bi cel vikend, ki je lahko se smučali. Nažalost, tega ni bilo. Pa imate pa vi sedaj prednost. Ja, res je. Vas navdušuje še kakšen šport oziroma s čim še polnite svoje baterije? Včasih sem igrala tenis, potem sem imela neko poškodbo kolena zaradi smučanja, ker sem na grbinasti progi hudo padla in sem imela operacijo kolena. Drugače pa rada hodim v naravi, imamo psa,
tako da tudi pes je okupacija. S sinom grem še občasno na tenis, drugače pa enkrat na teden pa sedaj hodim z kolegicami na solo latino, tako da se malo vsaj razgibam, drugače pa včasih sem še tekla, preden sem rodila, sem rada tekla, sedaj mi je tega nažalost manj. Upam, da zdaj je že sin toliko velik, da se lahko spet nazaj bolj aktiviram športno. Ampak drugače pa smučanje pa ostaja strast. Torej, športna aktivnost je res velik del vašega življenja in tudi športna aktivnost v naravi. Mogoče je tudi to razlog, da ste za kraj bivanja mestno okolje Murske Sobote zamenjali z podeželjem. Preselili ste se namreč na Goričko. Bi zase rekli, da ste bolj meščanka ali vaščanka? Mislim, da sem meščanka, ker sem celo življenje prebila v centru Murske Sobote, ampak je tako čudovito se umakniti iz mesta v naravo in kot pravi moja mama, da jaz grem vedno domov na dopust. In dejansko Goričko je moj dnevni ali pa tudi vikendaški dopust. Čeprav sem vsak dan tam, živim tam, ampak seveda gravitiram pa v mesto. Ja. Kaj vas je pritegnilo mogoče najbolj na podeželju? Ali ta mogoče občutek miru, ali mogoče manj gneče, narava, ali vse skupaj? Vse skupaj. Kot prvo mir, drugo gričevnat svet. Jaz imam hišo tako malo bolj na hribu in se daleč vidi na okolje. In dostikrat sedim na terasi in kar zrem dol v dolino in je tisti mir, ko ptički pojejo, ne slišiš avta, občasno slišim vlak, ki pelje iz Murske Sobote v smeri proti Hodošu. In to je to. In ko ti srna pride skoraj do hiše, pa da vidiš lisico pa kuno, je za mene kot mestnega človeka totalen raj. Še posebej ob vašem napetem poklicu notarke je zelo pomembno, da imate to sprostitev in ta mir. Tako, to je protiutež dnevnemu stresu, ki ga imamo pač vsi. V bistvu zaradi te sodobne tehnologije. Notarski poklic je poklic, kjer imaš opravka z ljudmi, pisanje pogodb in študiranje. Je pa poleg tega postalo ogromno drugega dela. Včasih smo prejemali pošto po pošti, sedaj še tudi, ampak 90% komunikacije poteka preko elektronske pošte, kar pa je zelo naporno za notarja. Jaz včasih temu celo pravim, da je to plevel našega poklica, ki ga pač treba odstraniti, moraš odgovoriti strankam, ne? Vendar primanjkuje potem časa za druge bistvene stvari, ki se tičejo direktno notarskega poklica in dela. Seveda. In velik del notarskega poklica je tudi seveda stik z ljudmi. Ja. Tudi izven poklica pa imate zelo rada druženja in medosebne odnose. Namignili so mi, da ste zelo radi v dobri družbi prijateljic. Kaj pa najraje počnete skupaj z njimi? Ja, tudi smučamo kaj. Imam prijateljice, ki hodimo smučati. Imamo pa tudi še dve prijateljici, ki ne smučata, ampak enkrat na leto pa gresta tudi tisti dve zraven. In imamo potem tak ženski vikend, malo smučamo, se sankamo tudi. Zvečer pa gremo na dobro večerjo in na kakšno pijačo, pa še kakšen disko. Zveni odlično. Zveni dobro, ja, v redu je. Take temperamentne punce so moje prijateljice, pa no drugače pa vsako soboto pa z njimi seveda tudi na kavo in na mestni trač. Seveda, to je skoraj obveza. Tako, s tem ohranjaš stik z ljudmi, to te polni,
Pa fajn je biti v dobri družbi. Ne? Zagotovo. Ja. Kot sem tudi jaz bil danes v zelo lepi vaši družbi, zelo prijetno mi je bilo in mi še vedno je pogovarjati se z vami. Počasi pa se bližava koncu najinega pogovora za danes. Mogoče ob vsem naštetem ste tudi mama najstnika, zato bi vas za konec prosil za kakšen nasvet nam najstnikom oziroma mladim in tudi kot bivša dijakinja gimnazije nam gimnazijcem in dijakom gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Treba se učiti, ampak ne piflati. Učiti se, družiti se, računalnik naj bo kot pomoč pri učenju, ne se zasvojiti z računalnikom, gibajte se v naravi, uživajte življenje. Brez učenja kariere ni. Dosti je treba vložiti truda v učenje, ampak ne se zaradi tega zapirati. In vsak profesor, ki je bil na moji karieri, je bil odličen profesor. In sem vsakemu hvaležna in tudi vi bodite hvaležni vašim učiteljem, profesorjem, ki vam dejansko želijo samo dobro, da vas popeljajo v vaš poslovni svet, kjerkoli boste na koncu si ustvarili kariero. Gospa Romana Gajšek, najlepša hvala, da ste si vzeli čas in prišli v naš studio. Upam, da je bilo lepo ponovno stopiti na srednješolske hodnike šole, ki ste jo obiskovali. Seveda, vedno rada se vračam sem. Tudi sem bila na 60. obletnici gimnazije in vedno se bom rada vračala, ker imam zelo, zelo lepe spomine na moja najstniška leta v Prlekiji. Hvala lepa za povabilo. Hvala in morda se kdaj v bližnji prihodnosti srečamo na kakšni zasneženi strmini. Z veseljem. Dragi poslušalci, to je bilo to za današnji pogovor z gospo Romano Gajšek. Prijazno pa vabljeni, da spremljate dogajanje na naši šoli, saj vsak drugi teden pripravljamo radijsko oddajo Glas GFML in vsak mesec podcast GFML-jevci. Na sporedu lokalnih televizij pa si lahko vsak mesec ogledate oddajo Aktualno na GFML. Vse te vsebine in tudi današnji pogovor najdete na naši spletni strani www.gfml.si. Se slišimo v novi epizodi prihodnji mesec. Nasvidenje. GFML-jevci. Klepet z bivšimi dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomere.